Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer je zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 9. julij 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Maribor je v torek obiskala posebna poročevalka Združenih narodov za stanje človekovih pravic na okupiranih palestinskih ozemljih Francesca Albanese. Kaj sporoča slovenskemu narodu? V Mariboru je 80-letna upokojenka doživela nekaj, kar se zdi skoraj neverjetno. Policija je izdala globo, ker je sredi belega dne v svojem stanovanju igrala klavir. Z Mihaelo Kopše v rubriki Gremo na kafe o hiši Vina Doppler, ki bo imela kmalu sodobno restauracijo. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. V torek se je v Mariboru mudila posebna poročevalka Združenih narodov za stanje človekovih pravic na okupiranih palestinskih ozemljih, mednarodna pravnica Francesca Albanese. V Mariboru je imela predavanje o pravnih vidikih kršenja človekovih pravic in ženevskih konvencij na okupiranih palestinskih ozemljih in je predstavila izsledke svojega najnovejšega poročila odgovornosti javnih in zasebnih akterjev pri izraelskih kršitvah človekovih pravic in nezakoniti okupaciji palestinskega ozemlja. Posebna poročevalka Albanese je v Slovenijo prišla na povabilo civilne družbe. Z njo se je pogovarjal Mihael Šmirmavel, celoten intervju bo objavljen v prilogi v soboto. Objavljamo pa tudi poročilo o včerajšnjem dogodku v Lutkovnem gledališču v Mariboru. Mihael, za začetek, o čem govori najnovejše poročilo Francesce Albanese, ki ga je predstavila v Lutkovnem gledališču v Mariboru? Dobro jutro. Ja, torej v novem poročilu so imenovani številni globalni korporativni akterji, vključno z ameriškimi tehnološkimi velikani, ki jih vsi poznamo, kot so denimo Amazon, Microsoft, pa tudi različna podjetja iz Kitajske in Mehike denimo. Torej v poročilu je zapisano, da podjetja niso več vpletena v okupacijo, temveč v gospodarstvo genocida in navaja, da se izraelski genocid nadaljuje, ker je za mnoge donosen. Torej, glede na njeno poročilo so zasebna podjetja, ki sodelujejo pri izraelski okupaciji palestinskih ozemelj, odgovorna po mednarodnem pravu, saj so korporacije dolžne preprečiti kršitve človekovih pravic z neposrednimi ukrepi ali v svojih poslovnih partnerstvih. Torej, podjetja morajo namreč spoštovati človekove pravice, če tudi država, v kateri poslujejo, te krši, odgovornost pa morajo zagotavljati države same. Torej, poročilo v bistvu poziva podjetja, naj opustijo vse dejavnosti povezane z izraelsko okupacijo palestinskega ozemlja, kar je seveda po mednarodnemu pravu nezakonito. Zdaj, o tem poročilu specifično sem včeraj govoril z gospo Albanese, tako kot si povedal, pa bo celoten intervju objavljen v prilogi v soboto. Posebno poročevalko si Mihael vprašal, kakšno je njeno sporočilo za slovenski narod, o tem lahko danes že beremo v Večeru. Kaj je povedala? Ja, posebna poročevalka je povedala, da kljub relativni majhnosti Slovenije je ta veliko bolj načelna kot številne druge evropske države. Rekla je recimo, da je žalostno videti, kako evropske države uporabljajo EU kot izgovor, za katerim se skrivajo, medtem ko opravičujejo svoje neupoštevanje mednarodnega prava. Najbolje je, da kar citiram njene izjave, slovenskemu narodu bi rada povedala, da je Evropska unija resnično nevarno okolje za vse nas, ker nas ne le usklajuje z vojno ideologijo, ki jo vodijo ZDA, ampak je EU usklajena z interesi ZDA, če tudi so daleč, medtem ko je arabska regija, ki se razkraja v 11 državah, naša soseda, zato bi morali biti bolj aktivni in pazljivi pri ohranjanju miru v tej regiji. Konec citata. Torej, zaskrbljujoče je govorila o različnih temah, tudi o oboroževanju in pa spodbudila je slovensko vlado, da se takoj pridruži tako imenovani Haški skupini in da razmisli o neposrednih gospodarskih, političnih in diplomatskih sankcijah proti Izraelu. Samo da povem, Haška skupina je pa skupina držav iz globalnega juga, ki pa je bila ustanovljena januarja letos z namenom zaščite in uveljavljanja odločb meddržavnega in mednarodnega kazenskega sodišča v zvezi z izraelskim početjem v Palestini. Torej ja, celoten intervju pa, kot sva omenila, bo na voljo v soboto. Mihael, hvala. Mogoče še samo malo ozadja tega tvojega pogovora z Francesco Albanese, kjer ste se srečala, kakšne so njene naloge v teh dneh v Sloveniji?
Srečala sva se včeraj v pekarni v Mariboru. Približno 30 minut sem imel na voljo z njo. Posebna poročevalka obvlada to področje, s katerim se ukvarja, seveda. Precej sproščeno sva govorila o različnih vidikih, ne samo tega genocida, konflikta, regije, ampak tudi vlogi evropskih držav, predvsem tukaj Slovenije, saj je gospa Albanese na poti v Sloveniji, da ne samo predstavi tole poročilo, ampak predvsem apelira na državljane in na vlado Republike Slovenije. Recimo danes se bo srečala s predstavniki zunanjega ministrstva v Ljubljani, tako da bo to zagotovo tema, ki jo bomo v nadaljnje tudi spremljali. Hvala, Mihael. V mariborskem stanovanjskem bloku se je zgodil dogodek, ki se zdi skoraj neverjeten. 80-letna Mariborčanka je bila oglobljena zaradi igranja klavirja v lastnem stanovanju. Vse skupaj se je zgodilo ob 14:45, torej sredi belega dne na delovni dan, ko ne velja čas nočnega miru. Policisti policijske postaje Maribor 1 so po klicu sosede, ki jo je glasba zmotila, prišli na kraj in ženski izdali plačilni nalog zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru. Po njihovih navedbah je glasbilo opredeljeno kot vir hrupa, omenjeni zakon pa policiji omogoča ukrepanje tudi podnevi. Citiram: "Sem upokojena profesorica glasbe in ne zmorem več rednega igranja klavirja, rada pa veselje do igranja klavirja prenašam enkrat tedensko na svojega vnuka. Takrat igrava od 30 do 45 minut, pripoveduje Mariborčanka, ime in priimek hranimo v uredništvu. Na dan, ko je bila kaznovana, je najprej zaigrala za lastno dušo en valček, mirnega Beethovna, pove, medtem ko je mož odšel po vnuka v osnovno šolo. Po njenih besedah je igrala največ 20 minut, ko so ji na vrata potrkali 3 policisti. Ti so ji na podlagi prijave sosede, ki jo je zmotilo igranje, izrekli globo v višini 104 evre. Zaradi dogodka je občanka vložila zahtevo za sodno varstvo, saj meni, da je kaznovana povsem neupravičeno. Poleg tega se počuti ponižano in prestrašeno, saj jo, po njenih navedbah, policisti obiščejo skoraj vsakič, ko zaigra na klavir, čeprav prijave prihajajo zgolj od ene sosede. Na sestanku v bloku so drugi sostanovalci izrazili začudenje in ji izrekli podporo, saj v njenem igranju klavirja ne vidijo težave. Celotno zgodbo Barbare Bredač preberite v današnjem Večeru ter na vecer.com. Hiša Vina Doppler v Zgornji Kungoti, le nekaj minut vožnje iz Maribora, v teh dneh postaja še hiša hrane. 15 let po odprtju moderne vinske kleti na Kozjaku nad Pesnico 79 odpirajo tudi restauracijo. Tam že 4 generacije pišejo zgodbe o trti, času in ljudeh, lahko preberemo o Dopplerju, kjer nad razvojem, delom in zgodbo bdi Mihaela Kopše. Prva mariborska vinska kraljica iz leta 1995 je po izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka kmetijstva. Z njo smo se na deževen dan, ko je vinograd miroval, srečali v kavarni Poleg. V Mariboru gre na pijačo še v Fudo, Delis, Mačko, Piranjo ali na teraso hotela City. V večini teh lokalov ponujajo tudi Dopplerjeva vina. Naročila je limonado, ker je kavo ta dan že pila. Z Mihaelo Kopše smo govorili o hiši Vina Doppler, ki bo imela kmalu sodobno restauracijo, pa o kmetijstvu, vinarstvu, turizmu, blagovni znamki mariborske vinske kraljice ter drznem sajenju trt na ravnini. Citiram: "Če bo ta projekt uspešen, pričakujem, da nas bo kopiral še kakšen vinar in zasadil trto v ravnini, kjer je obdelava lažja in manj nevarna," pravi o sajenju vinograda na ravnini Mihaela Kopše. Kakšne pa so njene želje za Maribor? Jaz bi rekla, da Maribor je zagotovo najlepše mesto, ker imamo najstarejšo trto in morali bi mogoče bolj izkoristiti ta naš potencial. Ampak se mi zdi, da je vedno več turistov, vedno več boljših turističnih ponudnikov in da moramo biti optimistični, ker smo res doma v takem lepem kraju in cilj nam mora biti, da privabimo čim več gostov, da vidijo ljudje, kak je lep pri nas. Celoten pogovor najdete v Večeru ter na vecer.com. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 9. julija 2025. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Z vami sem bil Miha Dajčman.
Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni večer, postanete nas sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, vabljeni, da podcast ocenite. Se beremo in slišimo.